Tokrat nas čaka sila zanimiv dvoboj. Na eni strani lanski tretjeligaš ekipa Drave in na drugi strani lanski prvoligaš ekipa Radomelj. Potem, ko so lani v prvi ligi zasedli zadnje mesto, v letošnji sezoni brez pretresov in z nekaj spremembami v igralski zasedbi, Radomljani uspešno unovčujejo prvoligaške izkušnje. Neki fantov je, ki so igrali v prvi ligi in jaz verjamem, da so te izkušnje znali unovčiti in jih tudi prenesti. Zdaj v ta del, v te tekme smo jih že odigrali, rezultati kažejo in tudi same igre predstave, da smo bili uspešni v vsemu temu, posebej fantje seveda ne. In seveda potrebno je to nadaljevati, potrebno je potrjevati se iz tekme v tekmo. Na drugi strani je Drava v drugoligaško sezono krenila izjemno odločno in v prvih 4 krogih 3krat zmagala in 1krat remizirala. Nato so se stvari v klubu nekoliko zapletle, kar je privedlo do odstopa Franca Friedla, ki je ekipo iz 4. lige popeljal v drugo. V začetku tedna je Drava vendarle dobila novega trenerja. Klub je že v sredo proti Zarici vodil novi trener Damjan Vogrinec. Ja, res je, ta teden sem prevzel vodenje Drave. Načrti so jasni, probati si čim prej zagotoviti obstanek. To je cilj, če pa bo kaj več, pa hvala Bogu. Do zdaj sem opravil 2 treninga za ekipo. V sredo smo odigrali tekmo v Zarici, kjer je bilo videti nekaj dobrih stvari, bilo pa precej slabih. Tiste slabe bomo probali počasi odpravljati in počasi poskušati odigrati tisto, kar je ta ekipa sposobna. Drava je v zaostali tekmi zabeležila že 3. zaporedni poraz, a jasno je, da ekipa ni pozabila igrati nogometa kar čez noč. Definitivno ne. Ekipa je sestavljena tako, kot bi si človek samo želel, ima združena mladost in izkušnje. Ja, normalno, da ekipa ni pozabila igrati nogometa. Pač prišlo je do nekih situacij v klubu, ki niso bile predvidene. Malo je zaškripalo pri financah, moram povedati, in v tej situaciji se pač prejšnji trener odločil za odstop. To je sigurno negativno vplivalo na samo ekipo, ampak zdaj je to za nami, pravim, mi se moramo čim prej dvigniti. Največji problem je v tem, da so igralci psihično povsem na tleh. To je ta naloga, ki jo pač moramo upraviti, in če bomo dvignili psihično ekipo, potem se ne bojim, da naj bo rezultata. Razlika na lestvici je trenutno majhna in znaša 4 točke. Toda ta je posledica predvsem rezultatske krize Ptujčanov. Da gre za spoštovanje vrednega nasprotnika, se v Radomljah še kako dobro zavedajo. Drava je prikazala v enih tekmah zelo visok nivo igre, rezultate tudi seveda dobro dosega. Imajo en miks mladih igralcev in seveda izkušenih, kjer sta v ospredju brata Čeh. Nastja se vidi, da je še vedno tisti glavni kreator, glavni motor v ekipi in da je ogromno pripomore celi ekipi s svojimi izkušnjami, posebej pa seveda svojo kvaliteto, ki jo premore. Že tako ali tako so razlike v drugi slovenski ligi sila majhne. Glede na to, da sta obe ekipi zadnjo tekmo izgubili, pa bodo igralci tokrat še toliko bolj željni dokazovanja. Tekma med Dravo in Radomljami se začne v nedeljo ob 16. uri.